lisica, belokranjska pravljica. Še enkrat. Začnemo drugače. Nekoč sta živela ježek in miška. Skupaj sta potovala po svetu. Bila sta dobra prijatelja in nekega dne se je zgodilo, da sta zavila naravnost v gozd. Miška in ježek sta šla na sprehod. V gozd sta zavila, med drevesi hodila, poslušala veter in listja šepet, med vejami ptičke peti. In ko sta tako hodila, sta kar naenkrat na tleh pred sabo zagledala nekaj rumenega. Ojoj, le kaj bi to bilo? Stopila sta bliže in pred sabo sta zagledala ogromen kos sira. Kako lepo je dišal in kako sta bila miška in ježek lačna. In pričela sta se pogovarjati, kako si ga bosta razdelila. Pa je rekel ježek, veš kaj, miška, najbolje bi bilo, da vsak začneva gristi pri enem koncu. In ko bova prišla do konca, bova obale posita. Pa je rekla miška, ne, veš kaj, ježek, to pa ne bi bilo pošteno. Ti si večji kakor jaz in bi pojedel več sira kakor jaz. Ne, tako ne bo bi bilo. Ampak potem sta se začela pa že kar grdo prepirati. To vse pa je poslušala lisica, ki je bila skrita tam za njim. Lisica, tatica, je šla na sprehod. V gozd je zavila, med drevesi hodila, razmišljala, svet ni lep. Lačna sem spet. Lačna sem spet. Lisica je prišla bliže. In jima je rekla, pozdravljena, miška in ježek, veste kaj, jaz zelo lahko razdelim vajin sir. Je rekel ježek, res? Kako pa? Nič lažjega, stehtala ga bom. A stehtala? Je rekel ježek. Ja, stehtala. Miška pa rekla, no, prav. In lisica je šla na delo. Je šla v gozd, je našla prav primerno deščico, je šla naprej in po smehu zagledala velik zelen storž. Oboje je vzela in naredila prav primerno tehtnico. Ježek in miška sta samo gledala, rekla nista čisto nič. Potem pa je lisica vzela kos sira in ga razlomila na 2 dela. Ampak veste kaj? Za nalašč ga je razlomila na 2 neenaka dela. Enega večjega in enega manjšega. In jo je lepo položila na tehtnico. Joj, in kaj se je zgodilo? V galnici se je jadrno zanihala navzdol. Tam je bil večji košček sira, manjši košček sira je poskočil navzgor. Joj, je rekla miška, kaj pa zdaj? Lisica pa je bila zvita, pa je rekla, nikar ne skrbi, bom takoj uredila. In veste, kaj je storila?
Vzela je večji kos sira in ga je lepo odgriznila. In potem je zopet oba kosa sira položila na tehtnico, ampak zopet je bil ta košček sira manjši od tistega prejšnjega. In tako je lisica kar naprej odgrizovala. Najprej en kos sira, nato drugi kos sira, pa spet prvi, pa drugi. In je grizla in grizla. In grizla in grizla. In potem se je zgodilo, da na tehtnici ni ostalo prav nič. Joj, je rekel ježek, nekam dolgo tehtaš. Miška je pa zacvilila, sita sem že tega čakanja, daj no. Lisica pa je rekla, jaz sem pa sirčka sita. Ojoj, Miška je jokala. In ježek je jokal, oba sta ostala brez malice. Samo še gledala sta lisičin rep. Lisica jo je jadrno ucvrla v gost s polnim trebuhom. Nekaj časa sta Miška in ježek jokala, potem sta se pa že malo manj jokala, kajti Miška se je spomnila, da ima v svojem nahrbtniku olešnik, ki ga je našla prejšnji dan v gozdu. Ježek pa se je spomnil, da ima jabolko in oba sta veselo pomalicala svojo malico. Sedaj sta se počutila pa še mnogo bolje. In ko sta se najedla, potem pa sta se nekaj spomnila. Spomnila sta se, da je lahko tehtnica. Odlična gugalnica. In sta se pričela gugati, 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 in sta bila vesela in dobre volje in sta zraven prepevala pesem. Pravijo stari, da hoja koristi in da zvesti utrujene misli. In sta šla Miška in ježek. Lisico pustila, med drevesi hodila, poslušala in sta šla na sprehod.